Gospod Rokavec, lepo pozdravljeni v februarski oddaji iz županovega kabineta. Lep pozdrav tudi vam in spoštovanim gledalkam in gledalcem. Mesec februar je za nami in najbolj odmeven dogodek, ki se je zgodil v februarju, tako kot že vrsto let prej, je pustni karneval. Ja, zagotovo Litija ima to tradicijo, že skoraj 180 let, tam od 1847 leta se ta karneval več ali manj odvija po litijskih ulicah in prav tako je bilo tudi letošnje leto. Kljub slabemu vremenu dejansko to vreme ni pregnalo maškar oziroma pustnih šem, prej bi rekel celo obratno. Res pa je, da smo nekoliko skrajšali traso samega karnevala kot zaradi vremenskih razmer, pa so se potem obiskovalci kot tudi vsi udeleženci same povorke in pa samega karnevala mogoče zadržali dlje časa tudi v športni dvorani. Moram reči, da so bile zagotovo same skupine zelo inovativne, da so poskušali res prikazati zanimive predstavitve, ki so bile res lepa paša za oči. In seveda na koncu nekdo mora zmagati, tako kot se pravi pustna komisija tudi odloči in seveda tudi sam poglavar Litko. Tako je bilo tudi letos. Vsekakor pa moram reči, da je zelo pomembno v tem, da je bilo trikrat v enem dnevu napolnjena športna dvorana, dopoldan z samim živžavom, potem ob samem karnevalu in seveda tudi potem je zvečer na samem pustnem plesu. Skratka, bilo je res lepo in se mi zdi, da mesto živi s tem karnevalom in pa sporočilom, ki ga imamo, in to je tudi ena dobra popotnica tudi za nadaljevanje te tradicije v prihodnje. Pred dnevi ste imeli s civilno zaščito delovni sestanek. Kakšne so bile ugotovitve na samem sestanku? Ja, z direktorjem Uprave za zaščito in reševanje, gospodom Leom Behinom, smo se dobili skupaj še z njegovimi sodelavci zaradi treh zelo pomembnih vsebinskih točk. Ena je bila zagotovo prikaz, se pravi prostora, kjer je v uporabi večnamensko vozilo civilne zaščite, ki smo ga prejeli konec lanskega leta. Gospoda Behina smo tudi obvestili z aktivnostmi, ki so bile v tem obdobju že tudi izvajane in načrti za naprej. Potem smo si ogledali tudi zgrajeno protipoplavno zaščito na Savi pri Litiji, kjer je bila res predstavljena ta inovativna rešitev, ki je lahko en primer dobre prakse za protipoplavne ukrepe tudi drugod po Sloveniji. In pa tretja, ena od najpomembnejših nalog srečanja pa je bila, se pravi, predstavitev priprave, se pravi, projekta Centra za zaščito in reševanje tukaj v Praproščah. To smo se tudi ogledali, samo lokacijo na terenu. Predvsem pa je bilo poanta tega sestanka, kjer so se ga udeležili tudi predstavniki iz Direkcije za infrastrukturo in pa Slovenskih železnic infrastrukture, z namenom, da se ta Center za zaščito in reševanje, v katerem objektu naj bi bil lociran kot osrednji del prostovoljno gasilsko društvo Litija, poleg tega pa še potrebni prostori za delovanje občinske gasilske zveze, civilne zaščite, gorske reševalne službe. Zdaj pričakujemo tudi, da naj bi v ta del samega centra bila tudi policijska postaja v prihodnje, tako kot je zdaj pri
gasilskem društvu Litija. In pa ena pomembna dopolnitev, ker je lokacija v neposredni bližini začetka železniške postaje Litija, da se ob sami železniški progi ustrezno zaradi sedanje poškodovane tovornega tira namesti nov tovorni tir, zato da bo služil tudi kot ena možnost dodatna za razne ukrepe varovanja ali kakšnega izrednega prevoza ali ob naravnih nesrečah ali drugih dejavnikih. In dejansko s tem bo dobil sam center bistveno večjo širino. Zelo pomembno je bilo, ker smo tukaj na tem sestanku tudi odprli možnosti pridobitve financiranja tega projekta. In se mi zdi, da je zelo na mestu, da se zdaj na nek način kažejo možnosti, da bi to vrstne projekte, tako imenovane dvojne rabe, lahko vključili v prihodnji načrt za ukrepe iz kohezijske politike. In zagotovo bomo v tem okviru zdaj tudi pristopili z nadaljnjimi koraki. Vsekakor pa si želimo, da naj bi zdajle v kratkem prišlo do, končne potrditve vseh bodočih deležnikov, ki bi bili v tem projektu, in potem bomo pripravili tudi ustrezno projektno nalogo, ki bo podlaga za nadaljnje, umeščanje tega projekta v prostor in pripravo ustrezne dokumentacije. Trenutno se izvaja večja investicija v Kresnicah. Ja, seveda projekt gospodarske javne infrastrukture vključuje cel nabor ukrepov na izvedbeni ravni. Lanski jeseni smo zaključili z protipoplavnimi ukrepi izvedbe 2 meteornih odvodnikov. Tekom leta smo že pričeli z investicijo izgradnje kanalizacije, tako meteorne kot fekalne, z čistilno napravo. Zdaj se zaključuje zadnji del, oziroma smo pred zadnjim delom med čistilno napravo in pa obvoznico Kresnice, da se še ta vod zgradi. To mislim, da bo zdaj v enem mesecu zgrajeno. In potem bomo pričeli z pridobivanjem ustrezne dokumentacije za ta del projekta, ker želimo, da ga zaključimo v ustreznem roku, ki je tudi predpisan zaradi, tudi delnega financiranja iz načrta za okrevanje in odpornost, za kar moramo tudi pridobiti uporabno dovoljenje najkasneje do konca junija letošnjega leta. Seveda pa ta projekt GEI vključuje še druge ukrepe, med katerim je eden tudi investicija Elektro-Trbovlje. To je električna pokablitev določenega dela na tej prvi fazi. Ta se bo pričela v teh dneh izvajati. Zato je seveda na mestu in hkrati na nek način tudi prošnja krajanom, da se na nek način ta makadamski del upošteva, da je nemogoče, da bi lahko izvajali dejansko vse ukrepe naenkrat na enem mestu in jih zaključevali, ker je tako časovno kot tudi finančno, so različni viri financiranja, hkrati pa tudi različni investitorji. Namreč k temu projektu bo v naslednjem mesecu prišel še en projekt, to je obnova vodovodnega omrežja. In že zdaj se pripravlja terminski načrt tako imenovanega zaključevanja investicije, ki bo pomenil, da bo za električno pokablitvijo takoj sledil še umeščanje oziroma
obnova vodovodnega omrežja. Takrat pa bomo seveda zaključevali se pravi, celovito modernizacijo in ureditvijo celotnega cestnega dela, se pravi vozišča, ki bo vključeval seveda tudi tam, kjer so predvideni pločniki. Prej se bo vgradil tudi še, se pravi, kanalizacija za javno razsvetljavo, tako da se potem cest ne bo več za nekaj časa v naselju Kresnice razkopavalo, ampak bo do konca septembra, kot je predvideno v pogodbi z glavnim izvajalcem Trgograd, se celotna investicija v naselju Kresnice zaključila, se pravi vključno z ureditvijo cest. V tem času pa res še enkrat prosim za na nek način na eno razumevanje krajank in krajanov, ker vemo, ker če so slabe vremenske razmere, se te jame v makadanskem delu vozišča bistveno hitreje naredijo. Mi smo v dogovoru tako z izvajalcem, kot tudi s komunalno-stanovanjskim podjetjem, da se dejansko vodi bistveno večja pozornost pri tudi vzdrževanju cestišča v času te gradnje, da bo, se pravi, teh negativnih učinkov čim manj, oziroma kadar bo sušno vreme, se bo tudi prašilo. Ampak se mi zdi, da bo potem pa bistveno lepše urejena infrastruktura, tako da ta napor, ki ga imamo zdaj v tem trenutku, bo zagotovo vsem skupaj lahko poplačan. Trenutno pa imate odprtih kar nekaj večjih projektov in investicij. Mogoče začneva z urejanjem športnega parka. Ja, športni park Praprošče je zagotovo zdajle eno veliko gradbišče. Po zaključni izgradnji opornega zidu med železniško progo in pa novim športnim parkom je zdaj tako ena druga faza, ker se je odgrnila zemljina na celotnem nogometnem igrišču. Razlog je, da se pravi v prihodnjih dneh uredi, pa mesecih uredi ustrezen sistem odvodnjavanja igrišča. Za tem sistemom odvodnjavanja pride ustrezna utrditev samega novega dela igrišča, potem pa seveda namestitev nove podlage z umetno travo, ki bo pač omogočala res bistveno boljše pogoje za delo, kot tudi za same tekme nogometnemu klubu Litija. Hkrati pa seveda je že izdelana vsa potrebna dokumentacija še za nadaljnjo nadgradnjo tega športnega parka, ki pa vključuje ureditev atletske steze okoli nogometnega igrišča 400-metrskega, atletska steza, ureditev dodatnih tribun, ureditev seveda tudi potrebne osvetlitve, javne razsvetljave oziroma osvetlitve samega igrišča in pa seveda tudi prestavitev delno ter razširitev ceste na zgornjem delu igrišča. Ta dela pa se bodo izvajala potem še v nadaljevanju vse do sredine prihodnjega leta, kjer je predviden potem zaključek del v tem delu športnega parka. V naslednjem letih pa predvidevamo potem še ureditev, pa delno prestavitev malega nogometnega igrišča, ureditev še novih potrebnih prostorov med velikim in malim igriščem, za, se pravi, potrebne garderobe, slačilnice in se pravi druge servisni prostori za delovanje samega športnega centra. Eden izmed projektov je tudi satelitski urgentni center. Na kateri fazi je ta trenutno?
Ja, zdaj mislim, da so te osnovne ureditve, se pravi izdelava te temeljne postati, priprava nadomestnega parkirišča, ureditev tudi teh opornih zidov. To je zdaj tista faza, ki se v tem trenutku izvaja. Sledila bo potem nadaljnji del same gradnje samega urgentnega centra. Tako da po naši oceni tam do dobrega konca letošnjega leta naj bi bil projekt tudi zaključen. Seveda projekt ne vsebuje samo izgradnjo satelitskega urgentnega centra, vključuje tudi nadgradnjo zdravstvenega doma, tako da mogoče kakšen mesec v prihodnjem letu bo še potrebno, da bo dejansko paket tako satelitskega urgentnega centra kot tudi nadgradnje zdravstvenega doma v celoti končan. V prihodnjih mesecih pa lahko pričakujemo tudi otvoritev na Hotiču. Ja, manjša finalna dela se še predvidevajo, tako na samem, se pravi, športnem igrišču, kjer je predvidena še tako imenovana zgornja plast asfalta, pa potem ureditev še potrebne razsvetljave okoli igrišča, nekaj še ureditev zelenic, tako da v aprilu se nadejamo tudi same otvoritve. Letos pa občina Litija ponovno razpisuje sredstva za kmetijstvo, društva in podobno. Ja, na področju kmetijstva so odprti razpisi na 3 segmentih, se pravi sofinanciranje stroškov transportnih poti, potem sofinanciranje delovanja društev in pa manjših razvojnih ukrepov na kmetijskih gospodarstvih. Tako kot vsako leto, razpis je odprt do 30. aprila in seveda povabljeni, da se prijavite na sam razpis in da tukaj omogočimo nadaljnje, se pravi, podporo ukrepom, ki so že kar nekaj let v veljavi. Gospod župan, najlepša hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam in vse dobro želim vam in spoštovanim gledalkam in gledalcem.